Živijo, moje ime Katarina Mirović, prihajam iz uredništva revije Stripburger in pri uredništvu Stripburgerja se trudimo oziroma poskušamo spodbujati stripovsko kulturo in stripovsko ustvarjalnost pri nas, ter predstavlja domače avtorje v tujini. Tokrat smo v galeriji Vodnikova domačija v okviru festivala, stripovskega festivala Pinta, postavili razstavo Ta-ljudske v stripu in Ena Šmitova. Razstava prikazuje dela slovenskih strip avtorjev, ki so nastala po slovenskih ljudskih pripovedkah in noter se je vštula še ena ruska. Dela so nastala v zadnjih 10 letih, najprej delo Matjaža Šmita, slovenske pripovedke in Ena nemška, potem pa smo od leta 2014 začeli serijo manjših knjižic, s katerim smo pri Stripburgerju pozvali manjše avtorje kreiranju, ustvarjanju zgodb o slovenskih pripovedkah. Rdeča nit teh stripov je, da so vse nastale po ljudskih pripovedkah, se pravi, da so ljudske pripovedke bile navdih za njihove zgodbe in eni avtorji so jih preoblikovali, nekateri pa so se dobesedno držali teh ljudskih zgodb. Še druga značilnost teh ljudskih zgodb je, da v njihovih zgodbah kot glavni liki velikokrat nastopajo živali. Živali so sploh pogosti liki, če ne igrajo že glavnih vlog, se nekako znajdejo v teh ljudskih pripovedkah in s tem kažejo navezanost človeštva na okolico, na naravo. Na razstavi lahko vidimo tudi nastajanje stripa. Se pravi, srečamo se lahko s skicami likov in vidimo, kako avtor ustvarja svoj lik, ki na koncu postane glavni junak njegovega stripa. Poleg skice likov se srečamo tudi z zgodborisom. To je neke vrste scenarij oziroma sosledje sličič, ki prikazuje, kako bo knjiga potekala. S tem si ustvarjalec naredi neko pripovedno linijo zgodbe. Kar je še zanimivo pri tej razstavi, da lahko vidimo tudi različne likovne pristope avtorjev, zelo pestre likovne pristope. Lahko se srečamo z deli, ki so nastala ročno risana, lahko se srečamo z deli, ki so ročno risana, hkrati z asemblažo neke vrste postavljankami iz različnih predmetov. Vidimo dela, ki so bila zrisana ročno, recimo s tušami in potem pobarvana na računalniku. Srečamo čisto digitalna dela in kar je pomembno, vidimo tudi končen izdelek stripovske knjižice. V izrednih razmerah smo si tole razstavo ogledali po spletu, ker pa razstava je pravo doživetje, šele ko jo vidiš v galerijskem prostoru, vas vabimo, da se ponovno vrnete v galerije po vsega tega konca. Lepo pozdravljeni, ime je David Krančan in rišem stripe. In danes bi vas rad naučil, kako jaz rišem stripe in vam bom mogoče to v pomoč pri snovanju vaših lastnih stripov. Eden od mojih stripov je tale, imenuje se Grdina, ki govori o zverinicah iz Rezije. In v tem stripu lahko vidimo eno pošast, ki se imenuje Grdina, ki ni preveč pametna, zgodbo si pa lahko izposodite za knjižnici. Ko se lotim pisanja lastnega stripa,
si najprej napišem zgodbo, kako bo potekala, potem pa delam razne skice. Recimo, da sem skice tukaj enega kmeta in ta kmet sem ga narisal v različnih pozah, zato da sem ga jaz spoznal, da sem vedel, kako bo ta kmet tudi v končnem stripu izgledal. Zato sem enkrat narisal s klibukom, enkrat brez klibuka, enkrat s kaše, enkrat je vesel, drugi žalosten. Na podoben način sem potem narisal tudi recimo zajčka, pa lisico in grdino. In to so skice, skozi katere najdem jaz te prave like. Kako bo lisička na koncu sploh izgledala. Ker včasih naredim veliko skic, kjer kakšen lik izgleda na začetku popolnoma drugačen, kot izpade potem na koncu v stripu. Preden se lotimo našega stripa, bi lahko zdaj date kakšen papir že na mizo, pa medtem, ker jaz govorim, že kar malo rišete za zabavo. Ampak prej vam moram povedati še par res osnov pa pomembnih slik pri stripu. Eno je, za strip rabimo dve sliki, ki jih lahko logično povežemo. Da vemo, da se je med prvo in drugo sliko nekaj spremenilo, da se je nekaj zgodilo. Zato je pomemben vrstni red pri stripu. In naprimer, če imamo tako 8 stripovskih okvirjev, je pomembno, v kakšnem vrstnem redu jih beremo. Beremo pa tako, ko beremo knjige. Od leve proti desni in zgoraj navzdol. Tako da tukaj je vrstni red slik popolnoma jasen. Po 5. sliki imamo pa zdaj dve sliki v nečist klasičnem vrstnem redu, oziroma malo drugačnem. In tukaj je vedno potem pravilo, da najprej beremo tisto, kar se dogaja, kot smo rekli, od leve proti desni, kar je v obeh primerih isto, in od zgoraj navzdol. In če beremo od zgoraj navzdol, je potem to slika 6, to je slika 7 in potem seveda še tudi naša zadnja slika 8. Prav tako, kot je pomemben vrstni red branja stripovskih okvirjev, je pomemben vrstni red branja stripovskih oblačkov. In istemu pravilu sedimo. Tisto, kar je najbolj levo in najbolj zgoraj, beremo najprej. Se pravi, prvi je tale oblaček, potem beremo tega drugega in potem beremo sem do tega tretjega. Nova slika, isti princip branja, isti način branja, tisto, kar je najbolj levo in najbolj zgoraj, v tem primeru je to najbolj levo, zato najprej preberemo ta oblaček. To je pomembno v takih primerih. Tukaj je ena napaka. In sicer ta muha reče dobro, pa ti, če ne reče to, kako si. In tukaj ne sme biti odgovor pred vprašanjem. Pravilni vrstni red je, se pravi, kako si, reče čebela, in potem še muha odgovori dobro, pa ti. To poudarjamo zato, ker na delavnicah, ker jih vodimo živo, se take napake kar naprej dogajajo. Konstantno, se pravi, kar naprej se dogajajo take napake, da vrstni red je pravilen. Vi pa morate vedeti, ko boste vi svoj strip narisali in ga dali od rok, da nekdo prebere, vi ne boste sedeli zraven bralca in razlagali, kaj se v stripu dogaja. Bralka stripa boste morali razumeti sama, kaj ste vi narisali in kaj ste želeli sporočiti. Zdaj pa se lahko lotimo prvih risk. Recimo, če prijem se lotimo risanja, naredim kakšne skice. Skice lahko v svinčniki, s tomasti, z barvicami, ni pomembno. Pomembno je samo to, da malo spoznamo naše like. Recimo, če brišem lisičko. Lisica v basnih in tudi v mojih stripih je zvita zverca in je, to pomeni, da je taka prebrisana. Kar pomeni, da lisica razmišlja. In tudi živali v stripih, v basnih, v pravljicah se obnašajo tako kot ljudje. Razmišljajo, govorijo in hodijo in nasploh so tako kot eni ljudje. Če smo rekli, da je lisica zvita, je recimo zajček po drugi strani dostikrat prestrašen. Tako kot v naravi, tako je dostikrat tudi v stripih. Tako, evo, en zajček, ki ima odprte usta, pa odprte oči, ki se je nečesa prestrašil. In mu lahko narišem en tak klicaj zraven. Ojoj.
Imamo pa naprimer kakšnega osla. Kaj mislite, kakšni so pa osli? Ponovadi so trmasti, a je tako? Evo, tjele en osel, pa takole namrgodeno gleda. Rišemo še malo telesa. Tako, to so hitre risbe, čisto da spoznam te svoje like, kako se obnašajo in kaj delajo. Evo, oslička. Vse te živali v stripu tudi govorijo. Za govor pa uporabljamo tisto, ki smo prej omenili, stripovski oblaček. Naprimer, to je en tak čisto preprost stripovski oblaček, ki ima tole puščico, ki pove, kdo govori. Recimo v našem primeru tukaj govori ena muha. In noter ne pišemo. Pišemo pa čitljivo, zato da bojo bralci lahko prebrali. Poleg tega navadnega oblačka poznamo oblaček, ki smo ga prej prepoznali oziroma spoznali pri lisici. To je tak puhast, miselni oblaček, ki dejansko izgleda kot en oblak na nebu in tega uporabljamo za razmišljanje v stripu. Če kdo razmišlja, uporabljamo tak oblaček. Če kdo kriči, uporabljamo take puščice. Vidite, kakor vse šiba naokoli. Se pravi, tukaj nekdo kriči. Pa imamo pa še en oblaček za šepetanje. Recimo je pa tak črtkast. Tak komaj viden oblaček. To je pa ponovadi za šepetanje. Toliko oblačkih. Zdaj se lahko lotimo kar svojega stripa. Ko se lotim risanja stripov, najprej uporabljam svinčnik. In prva stvar je, da si naredim nek tak približen okvir, zato da ne rišem direkt v rob lista, ker to ni dobro za fotokopiranje, pa nasploh za branje. Pa imam tukaj pripravljeno stripovsko stran. In jo razdelim recimo na približno kakšne tretjine. Tukaj bo nastopil en zajček, pa samo nakažem malo okolo ušesa. Pa v drugi sliki, recimo zajčka malo približam, potem v tretji sliki lahko zajčka pokažemo naprimer celega. Za strip je tudi zanimivo, da ni vsaka risba popolnoma enaka, ampak da lahko vidimo enkrat samo obraz od zajčka ali pa od našega junaka, enkrat vidimo pa recimo celega junaka. Recimo najbolj ne, ker je prišla ena velika muha, mesarska muha, do njega. Pa lahko muho pokažemo, pa recimo muho ful približamo, tako ogromno naredimo, da krpila malo čez gledala, čez okvir. Pa za zadnjo sliko lahko vidimo recimo, da pobegneta. To je zdaj moja skica, ta strip je brez besed, stripom brez besed pravimo tudi jemni stripi. Pa ko gre zares, pa vzamem flomaster in začnem risati. Pol kasneje, ko se bo flomaster posušil, bom ta svinčnik tudi poradiral. Zaenkrat pa lahko recimo pobarvam tale usta. Da ni vse samo v črtah narejeno, pa da je tudi kakšna ploska, da je kaj pobarvano. Vi lahko strip tudi z barvicami pobarvate ali pa s flomastri ali pa voščenkami. Evo. No in na tak način potem celoten strip narišemo. No, to je bila naša spletna delavnica stripa. Upam, da vam bo prišla prav pri vašem snovanju lastnih stripov. Mi bi pa vaše stripe tudi radi videli.
Tako da, če zberete pogum in nam jih pošljete na tale elektronski naslov, jih bomo pogledali in 7 najboljših stripov bomo nagradili s tole knjižico Grdina. Čas imate do 15. novembra 2020 in se že veselimo vaših prispevkov, vaših stripov. Upam, da ste uživali, lepo se imejte, čau.